Dobro jutro vsem še enkrat in lep pozdrav na 19. kolokviju. Tukaj le na Bledu. Kolokvij je že tradicionalen, za nami je kar dolga zgodovina. Dovolite mi, da se najprej v dveh besedah predstavim in si bom dovolil tudi dati gor en slajd majčken za prikaz. Sem Primož Petrič, ustanovitelj podjetja MAPRI in MAPRI Proasfalt. Na trgu smo prisotni približno toliko, kolikor je kolokvijev, 19 let oziroma 2 desetletji. Mislim, da na nek način se poskušamo uspešno boriti in smo postali nekak konstanten partner na trgu. Zdaj pa bom kar nadaljeval. Dovolite mi, da predstavim današnje goste oziroma še posebej najprej pozdravim predsednika Združenja ZAS-a, gospoda Slovenka Henigmana, predsednika EAPE Ralf Pomp je med nami, generalnega sekretarja EAPE Karsen Karher, izvršnega direktorja Petrola oziroma prodaje Petrola Aleša Žižmunda, Družbe za raziskave o cestni in prometni stroki Slovenije dr. Peter Liperja. Spoštovani, posebej pozdravljam investitorje, ki so meni zelo pomembni, se pravi predstavnike DARS-a, Direkcije za infrastrukturo, spoštovani kolegi, predstavniki družb, ki izvajate raziskovalna, projektantska, inženirska in ne nazadnje operativna dela širom Slovenije in širše. Vsi lepo pozdravljeni. Hvala vam, ker ste si vzeli čas, da prisluhnete današnjemu nagovoru. Danes se želimo osredotočiti na ključno vprašanje, ki nas vse združuje, kako lahko skupaj gradimo infrastrukturo za prihodnost naše države, boljše, hitreje, ceneje, z zmanjšanim vplivom na okolje, racionalno, z eno besedo gospodarno. Slovenija je v zadnjih letih dosegla velik napredek na številnih področjih, vendar se zavedamo, da je infrastruktura temeljni steber vsake uspešne družbe. Sodobne in učinkovite ceste, mostovi, železnice in druga prometna ter energetska infrastruktura so ključne za gospodarsko rast, zaposlovanje in izboljšanje kakovosti življenja nas državljanov. Mislim, da bo kasneje v toku kolokvija bo prikazana statistika oziroma analiza proizvodne asfaltnih zmesi, zato se tega ne bom dotikal. Je pa pomembno, da se je na nek način uveljavilo pravilo, katero na nek način narekuje obseg investicij v obnovo in izgradnjo infrastrukture. Upam in želim si, da bi se ta trend nadaljeval v naslednjih letih. V tem obdobju je povprečna letna proizvodnja asfalta sledila 1 toni na prebivalca, kar pomeni okoli 2 milijona ton letno. Brez stabilnega obsega investicij se zagotovo panoga ne bi uspela razvijati. Na srečo je teh 5 let ugodno, pozitivno vplivalo na razvoj gradbene panoge. Po izbruhu svetovne finančne gospodarske krize v letih 2008 pa vse tja do 2015 je gradbeništvo v Sloveniji doseglo dno. Stečaji družb, porušitev utečenih dolgoletnih praks in sistemov je prisilila kader njihovo znanje v prestrukturiranje. Mnogi so predčasno stopili v pokoj, študentsko delo je usahnilo, štipendij v gradbeništvu se ni delilo, mladi se posledično za te poklice niso več odločali. Delo v gradbeni panogi ni bilo zanimivo, celo več, dobilo je negativen, razvrednoten predznak. Zakaj je bilo to potrebno? Iz izkušenj zadnjih 5 let vidimo, da se da, da se lahko, da se vzpostavi stabilno okolje in da je to nujno potrebno. Predvsem mislim na obseg investicij in posledično na stabilno razvojno naravnano okolje. V teh 5 letih je bilo zaznati napredek. Ponovno smo oživeli povezovanje gospodarstva s šolami, fakultetami, narasel je obseg štipendiranja, praktičnega usposabljanja. Zaradi izrednega pomanjkanja kadra se je posledično motivacijsko oblikovalo nagrajevanje dela in podobno.
Delo v panogi je ponovno dobilo smisel in postalo zanimivo. Ustvarjeni pogoji so omogočili gospodarnost, tehnološki napredek in modernizacijo, uvajanje zelenih programov, digitalno preobrazbo in ostale napredne prijeme ter prakse. Zagotavljanje stabilnega uravnoteženega investicijskega okolja nenazadnje omogoča nemoteno delovanje vseh potrebnih služb. Na koncu koncev smo izvajalci na nek način zadnji v verigi. Največkrat so vsa potrebna pripravljalna dela projektiranja, umeščanja v prostor in tako naprej nam nevidna, ampak je tudi to proces, na katerega ne smemo pozabiti. Upam, da so posledice v preteklosti za nami in da ne bo prihajalo do izkrivljanja podobe realnosti, da posamezniki ali skupine ne bodo vplivali na odnos, ki ga je država uspela vzpostaviti v zadnjih letih. Ne bom poudarjal razmer vplivov COVID-a ali vojne v Ukrajini in vojne v našem okolju v bližini. Prav vsi, ki ste danes tukaj prisotni, imate ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti slovenske infrastrukture. Gradbena podjetja ste gonilo projektne izvedbe, ministrstva postavljajo smernice in politični okvir. Agencije pa koordinirajo in nadzorujejo izvajanje projektov. Skupaj tvorimo močno ekipo, ki lahko premika gore. Naj se v nadaljevanju navežem na današnji dogodek na 19. kolokviju o asfaltih, bitumnih in voziščih, ki predstavlja največje mednarodno srečanje na področju cest in ostale prometne infrastrukture ter asfalterstva v Sloveniji. Združenju asfalterjev Slovenije, predvsem pa predsedniku gospodu Slovenku Henningmanu pripisujem ključne zasluge za spremljanje evropskih in svetovnih trendov ter prenos le-teh med nas in v prakso. Verjamem, da bo ta kolokvij napredno naravnan, saj so inovacije v digitalizaciji, trajnost, okoljsko učinkovitost in sodelovanje ter transparentnost ključni elementi. Pozivam vse, da izkoristimo priložnosti, ki so nam na razpolago. Uporabljajmo napredna orodja, učimo in izpopolnjujemo se. Napredek in razvoj naj bo naša želja, vizija in ne samo nuja. Pokažimo zanimanje, samoiniciativno stopajmo po poti razvoja. Tako nam bo vsem lažje. Danes je spremljanje in sprejemanje razvoja neizogibno. V vlogi delodajalca se zavedam, da je vlaganje v razvoj nujno. Nujno za dvig kvalitete storitev in izdelkov, za optimizacijo logističnih izzivov, nenazadnje za blaginjo in kvalitetno delovno okolje. Prav v iskanju rešitev in skrbi za kader je inovativnost in tehnološka naprednost ključna. Prepričan sem, da mlade perspektivne kadre prepričajo prav napredne tehnologije, orodja, moderna orodja in prakse, ki so s tem povezane. Zato je toliko bolj pomembno, kakšen odnos vzpostavimo do teh vsebin. Spoštovane gospe in gospodje, skupaj imamo priložnost oblikovati prihodnost Slovenije, zato vas pozivam k sodelovanju, odprtosti za inovacije in predvsem k skupnemu cilju ustvariti infrastrukturo, ki bo služila sedanjim in prihodnjim generacijam. Hvala za pozornost. Besedo predajam Romanu Bašlu, kater bo z veseljem naprej prevzel dogodek. Hvala lepa.